Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav. Sreda je. Sprehodiva se danes ne čez časovno periodo, ki traja od srede do srede, ampak čez časovno periodo, ki traja od leta 1994 do 2024. Namreč Republika Slovenija je pred precej pomembnim jubilejem, to je 30. obletnica dogodka pri Depali vasi. Depala vas je pred letom 1994 slovela samo po pekarnah piškotov, od leta 1994 naprej pa tudi po incidentu, ki celo dan danes ni povsem razčiščen, ker kakšni podatki manjkajo. Teorij o tem, kaj se je pravzaprav takrat zgodilo, je veliko. Od ene, ki pravi, da je šlo za čistko, ki so jo izvajale sile kontinuitete, zoper demokratične nove sile, danes bi rekli nove obraze. Po drugi interpretaciji je bila leta 1994 Slovenija na robu nečesa, kar je spominjalo na državni udar. Sama sva zadosti stara, da se tega osebno spomniva. Kako se ti spomniš tega dogodka? Začeti moram tako, to se pravi, ta dogodek se je vpenjal samo v moji glavi govorimo, se je vpenjal pač v tranzicijo Slovenske republike v slovensko državo, se pravi države, ki je nastajala iz monopatijskega večpartijski sistem oziroma v demokratičen sistem in pač utrivajo oblasti, skratka iz starega v novo. In za mene je bil to kriterij in kot veš, jaz sem bil pač zelo oster nasprotnik starega režima. In takrat, ko je Janša prišel ven s to verzijo, da se je dogajalo nekaj peklenskega na to temo, sem jaz bolj kot ne verjel Janši, vendar z pač nekaterimi pridržki, ker je že v tistem času so pač so špricali dokumenti, bili so dvojni, trojni agenti, Kunstelj in tako naprej, Smolnikar, kako se je izkazalo, kako so takrat v Depali vasi na zadnji sedež dali dokumente, tako da je bila šipa prej razbita, pa dokumenti pol gor dani, namesto da bi bilo obratno in tako naprej. Ampak se pravi, percepcija Janše, moja percepcija Janše v tistem času je bila percepcija, ki se je nadaljevala za percepcijo Janše z leta 88, z leta 89, za afere JBTZ in tako naprej, da črto potegnem. To je bila bržko moja naivnost in napaka. Ker po tolikih letih, zdaj po 30 letih in pa kontinuiranih in osebnih izkušnjah z tem gospodom, ki sem ga potem večkrat zalotil na laži in celo na čem drugem, se mi je pokazalo, da te dogodke pač treba za nazaj pogledati in jih videti. V mladini zadnji, to se pravi, od srede do srede, zdaj še zadnji mladini, je Drago Kos, ki je bil takrat kriminalist, naredil pač rekapitulacijo teh dogodkov, ki se mi zdijo precej verjetni. Predtem sem seveda prebral trilogijo Blaža Šurca Blaža Zgage pa Mateja Žurca, kjer pa operirate z dokumenti in pričami in tam je stvar prilično, kako ne rečem, vasrdihto, v lepi slovenščini rečeno. In tam se da pa zelo dobro videti, da je v tistem času šlo, zato tudi sledim interpretaciji Draga Kosa, da je v tistem času šlo dejansko za kako ne rečem, samopašno trgovino z orožjem na relaciji Ministrstva za obrambo oziroma Janša osebno pa se pravi Bosna in Hercegovina. In v tem orožju se je izgubil vsaj 1 milijon, tedaj so rekli 1 milijon mark nepojasnenega izvora in pa uradna slovenska oblast o tem preprosto ni nič vedela ali pa zelo malo, kaj se dogaja. Deva pojasniti pravzaprav, kaj se je takrat zgodilo pri Depali vasi oziroma v Depali vasi. Se pravi, dan danes je jasno, da je kriminalistična policija imela sodelavca, ki je imel svoje vire v vojaških obrambnih strukturah,
prek tega sodelavca je skušala pridobivati podatke, pravzaprav kaj se je v zvezi s trgovino z orožjem dogajalo v obdobju 1990-1994. Treba tukaj reči, da je to čas, ko tako na Hrvaškem kot zlasti v Bosni in Hercegovini še vedno opustoši zelo huda vojna, napad struktur jugoslovanske vojske na Bosno in Hercegovino in na Hrvaško. In domneva kriminalistične policije, da je trgovanje z orožjem ne samo protizakonito, pač pa tudi namenjeno pridobivanju osebne premoženjske koristi nekaterih ljudeh, ki so del oblasti. Skratka, pri Depali vasi enota vojske, specialne brigade Moris, zgrabi civilista, ki se piše Smolnikar, ga pretepe in mu, kot vse kaže, podtakne ponarejene vojaške papirje, zaradi tega, da bi prek te podtaknjenega paketa lahko lansirala teorijo o vohunu starih sil, ki je prodrl v nove vojaške, demokratične, etc. Obrambne strukture. Ja, zdaj očitek Janši oziroma Morisu oziroma se pravi tej specialni skupini je bilo, da je uprizarjala državni udar. Teza zdajšnje knjige, ki ste napisala Janša in Biščak, v tistih območjih Novi 24 in obzorjih madžarskih. To je Jože Biščak. Jože Biščak, ja. Se pravi, njuna teza pa je, da so oni uprizarjali državni udar, se pravi, to je protiteza. Ves čas se pojavlja zrcaljenje, to si ti, kaj se pa jaz, se pravi, vse tisto, kar dokumenti pokaže, da je Janša storil, v obratnem vrstnem redu on na koncu napiše knjigo in pove, kaj so storili oni drugi. Problem Janšov ni v tem, se pravi, on takrat, mislim, za mene je on kraj dvoma, da se je on šel trgovino z orožjem in to zasebno in je iz tega pridobival v lepi slovenščini rečeni pravno premoženjsko korist, z izvori denarja, za katerega ne vemo, kje je pristal. To je prva in osnovna stvar. Drugo, kar vemo, je to, da so bili organi pregona, tožilstva in tako naprej o tem obveščene in so zadevo zdrobili v prav faktore, tako da na koncu ni bilo nič. Zelo podobno se je na koncu vendar še mnogo manj odmevno kot pri aferi Patria, ki se je kasneje ponavljala. To je druga stvar, ki jo vemo. Tretja stvar, ki jo vemo, je pa to, kar sem pa zdaj lahko prebral pri Dragu Kosu in se mi bere logično, namreč, da je Janša proizvedel dvojni ali trojni učinek v trenutku, ko je šel in je v mednarodni akciji pomoči orožja Bosni in Hercegovini prestregel oziroma odkril nekaj, kar je bilo najavljeno in to je bilo že v letu 1993, je bila to pošiljka orožja v Maribor, kjer so bili noter tisoče avtomatskih pušk in pa minometačev, metalcev ročnih granat, kako bi se temu reklo, ali pa granat. Skratka, on je takrat proizvedel dva učinka. Prvo, kar je javnosti povedal, da so bili nekateri že zrepetirani, odprti in dekonzervirani in povezani s Kučanom, ki je pripravil državni udar. Se spomnimo, to je bila takrat teza. Prva stvar. Druga stvar je pa to, da on že je bil v preiskavi za trgovino z orožjem in v tisti trgovini z orožjem je imel, recimo, če se še prav spomnim, kar sem prebral pri Šurcu in Zgagi, tako 10-kratnik, recimo, če so kasneje prodajali recimo Kalašnikova po 100 mark, je bila tukaj cena recimo 1000 mark. 10-kratnik realne vrednosti na trgu, ampak bosanska vojska je bila v taki potrebi, da je bila pripravljena plačati karkoli, organizirati tudi mednarodno donacije, denar in tako naprej. In tukaj se pojavi zdaj koordinirana akcija pod okriljem Rdečega križa, mislim, da je bilo to neko ukrajinsko letalo. Ne, ni Rdeči križ, tukaj te moram
popraviti. Se pravi, gre za neko organizacijo, TVRA. se pravi Third World Relief Agency, ki ima povezave z islamskimi gibanji. Po preiskavah, ki so kasneje sledile, gre za organizacijo s sedežem na Dunaju, s povezavami v Sudanu in tako naprej, ki ima domnevno povezave tudi s tedanjo verzijo Al-Kaide. Je pa ob tem treba razumeti, da leta 1994 Al-Kaida še nima statusa, ki si ga potem 7 let pozneje pridobi s terorističnim napadom na Združene države Amerike, se pravi Svetovni trgovinski center pa Pentagon. Ja, ti si takrat v Mladini napisal članek, se spominjam, ker sem ga jaz tudi povzemal, zato se spominjam, da je s to pošiljko oziroma s tovrstnim pošiljanjem tudi povezano ime Osama bin Laden v Sudanu, ki pa je bil seveda tudi agent CIA sam še. Verjetno takrat še ali ne več, to ne vem, ampak nekoč je bil agent CIA Osama bin Laden. Seveda, se pravi, v času, ko je Osama bin Laden deloval v Afganistanu, v času sovjetske okupacije Afganistana, je CIA preko Kitajske zalagala mudžahide z orožjem, ki je po videzu spominjalo na sovjetsko orožje, se pravi, govorimo o kalašnikovkah, hkrati pa je Osama bin Laden bil na zvezi z ameriškimi obveščevalnimi službami za novačenje mudžahidov, ki so se potem borili proti sovjetskim okupacijskim silam v Afganistanu. Potem je pa ta Frankenstein začel živeti neko svoje življenje, in pač Al-Kaida po eni interpretaciji pomeni podatkovno bazo, se pravi seznam sodelujočih mudžahidov v vojni proti ruski okupaciji. No, če se vrnemo v Maribor, takrat je Janša, ko je v bistvu prekoračil svoja pooblastila kot vojaška organizacija, odkril nekaj, kar je bilo najavljeno, kar je že bilo odkrito, kar pomeni, da sta bili obe obveščevalni službi obveščeni in nekako dopustili, tako stran sta pogledali, lokalna policija je bila obveščena, koordiniral je zadevo Hasan Čengić, to se pravi z navodilom Alije Izetbegovića, šlo je pa za to, da je kri tekla in da je bilo treba obraniti Sarajevo. Se pravi, legitimno, legalno pa ne, zato ker je bil embargo. In takrat so se vsi v Sloveniji poenotili, da to nekako dovolijo, verjetno so se poenotili tudi za tujimi obveščevalnimi službami, si predstavljam. Transport, ki je prišel v Maribor, je tako kompleksen, se pravi, moral je iz Kitajske prepeljati tovor do Sudana. Pošiljko so pilotirala ukrajinska letala in iz Sudana je potem to priletel do Maribora. Zadevo je koordiniral zahodnjak, sicer Dieter Hoffmann. Vprašanje kakšnega porekla, ampak tam je zaradi kompleksnosti operacije praktično nemogoče, da za to ne bi vedle ustrezne zahodne obveščevalne službe, če pa so vedle, pa pomeni tudi, da so dopustile. Tako je. In tako sem jaz tudi razumel. In zdaj Kosova interpretacija, kot rečeno za mene, v lepi slovenščini rečeno plauzabilna, je pač ta, da je Janša na način, ko je uzurpiral oziroma naenkrat se je naredil začudenega nad tem, kar je videl, da bo, nad tem, kar so vsi vedeli, da bo, dosegel pač ta učinek, da je izločil konkurenco. Se pravi, če imamo tukaj 10-krat nižjo ceno njegova, na kateri je ogromne denarje zaslužil država, Slovenska pa od tega nič ni imela, pomeni, da je šlo za strahovito donosen posel. In s tem, ko je odkril orožje, 2 muhi na en mah naredil za notranji politični obračun z Kučanom, kar se je seveda v delu javnosti, jaz sem nasedel, slišalo kot nekaj, kar je kontinuiteta v demokracijo pač
ne teče tako, kot bi morala, stilje kontinuitete se upirajo in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa dejansko šlo za tretji učinek, ki je bil pa ta, da je na ta način pri preiskovalcih, na kriminalistih blokiral preiskavo o trgovini z orožjem. To so bili 3 učinki, o katerih Kos govori in jaz jim verjamem. Moram reči, zdaj posebej pa verjamem, zdaj so pa 2 pomembna vidika. Prvi pomemben vidik je to, da lahko bi nesporazumi ostali tam in v tistem času. In še do danes ne bi se midva lahko prepirala, katero težišče je težje, če tako rečem. Ampak medtem pa mi nekaj že vemo. Medtem so se pa zgodile 2-3 Janševe vlade, v katerih je ta vzorec ponavljal in ga izkazoval, naprimer v aferi Patria, naprimer pri solzivcih, ki jih je metal brezsramno po Ljubljani, pri skrajni desnici, ki jo je najemal za izgrede in podobno. Skratka, vzorci, ki so se takrat pojavljali v Depali vasi, se pojavljajo naprej in se bodo vedno ponavljali, kadar bo on na oblasti. Kar pomeni, da nima 2 metod in to deluje kot pojasnilo za nazaj. To je ena stvar. Druga stvar, ki je pa še bolj pomembna od tega, so pa tedanji vzorci, ki jih zdaj on oživlja jih pa na ta način, da gre knjigo napisati, da spet govori o zaroti iz tistega časa, pomeni, da poskuša ponoviti vzdušje tistega časa, v katerem je slovenski narod razdelil na 2. Na tiste, ki so verjeli, da je dobri stari zaprti Janša iz leta 88, tudi isti Janša v Depali vasi leta 94 in bo vedno ostal isti Janša, ki ga bo na koncu Sveta Mati Cerkev zaglasila za svetnika in zavetnika slovenskega naroda. In na drugi strani, ljudi, ki bodo vedno dopovedovali, da je on uničevalec pravne države in da je uzurpator, pa jim nikoli ne bodo verjeli zaradi tega, ker so v nesporazumi tako imenovane kontinuitete. In jaz mislim, da je to, da on zdaj knjigo piše in oživlja to zadevo, tisto, kar je bolj nevarno od interpretacije starih dogodkov, namreč to, da hoče to vzdušje spet ponoviti in da hoče spet Slovenijo pahniti tako kot Ljubljano, v mesto solzivca, v mesto stalnih dvomov, v mesto prepira, v mesto nečesa, distrakcije, v kateri bo spet lahko tekli kapitalski procesi in tako rekoč kontraband, če tako poenostavim, kontraband. In to je 30 in zato menim, da je to, da je nekako nakazal, da gre v to smer, pravzaprav neproduktivno za njega osebno. Zato, ker če bi bil jaz na njegovem mestu, če bi jaz bil makiavelističen ali pa sunčujovski, bi v tem molčal. Tega niti omenil, ne, samo naredil bi na ta način. To, da pa prideš z bobni, v bistvu pa pokažeš, kaj hočeš. Ta strategija diskvalifikacije, kvalifikacije, najave in tako naprej je pri njemu tako kontraproduktivna, da je to nekaj neverjetnega, da se sploh človek ne more začuditi. Recimo spet pri nekih tipičnih avtorjih v tistih novih 24, skratka pri tisti greznici, spet začenjaš videti, kakšen avto da vozi Čeferin, kakšno uro da nosi Čeferin. Prav spet je Čeferin na tapeti, spet govorijo o tem, da je trenutno premier Golob na tenkam, da ne bo mogel obnoviti svojega velikega uspeha in tako naprej, in bo treba dati priložnost nekomu, ki bo lahko poenotil narod, takrat se je govorilo o Čeferinu že na zalogo. Še preden je to prišlo na mizo, je že v diskvalifikaciji. Kakšen obsceno drag avto da vozi, tako se zdaj začenja že. In lahko že zdaj najavaš, kako bo počasna diskvalifikacija Čeferina, ki je izredno mednarodno ugledna osebnost, ki je pokazal voditeljske sposobnosti in ki več kot očitno ni pogodu Janši, zato ga v rednih... Oba sta zgrosupala, veš, tako da... Ja. Torej, in ta depalovaški sindrom, ki je zdaj po 30 letih spet najava nečesa, deluje kot simptom in simptom posebne vrste in zapomnimo si ga danes, ker jutri bomo to lahko uporabljali kot argument in dokaz in kot najavo, povedali smo, kaj bo. Kolega Markaš, hvala. Nadaljujeva v sredo.